Pozdravljeni v preprosti osnovnošolski aktivnosti urejanje števil po velikosti v Smart Notebook programu. S tem posnetkom vam želim predstaviti prednosti nastavljanja naloge v tem programu za otroke s posebnimi potrebami in pa kako jo sploh oblikovati. Za začetek razširimo stran, da bomo imeli dovolj prostora. Potem pa v nalogo vnesemo besedilo s klikom na to orodje. Urejati števila po velikosti od leve proti desni, tako da jih povlečeš v kvadrate. Začni z največjim. Navodilo lahko uredimo, zmanjšamo velikost pisave, poudarimo ključne podatke. S podčrtavo ali barvo. Poudarjanje ključnih podatkov je zelo koristno pomagalo za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kot so motnje branja in pisanja, ali pa specifičnimi učnimi težavami, kot je disleksija, ali z drugimi primanjkljaji, kot so motnje pozornosti, ko otrok bega po papirju in ne vidi vedno sam tistih ključnih stvari, ki bi jih mogel. Sedaj pa vstavimo kvadrate. Izberemo vstavljanje oblik, kvadrat, barvo polnila, barvo obrobe in že rišemo. Stavimo lahko tudi puščico, ki nakazuje smer urejanja števil. Tudi to puščico lahko uredimo, jo označimo, izberemo barvo, izberemo debelost. Takole. Urejanje števil v kvadrate in ne zgolj na črto je odlična prilagoditev za otroke, ki imajo težave z orientacijo na podlagi. Sedaj pa se števila. Lahko jih zapišemo tudi v obliki krepko. V programu Smart Notebook vsak zapis, število, beseda, oblika postane enota zase in jo lahko prosto premikamo po podlagi, po zaslonu. Kar je super strategija za gibalno ovirane otroke, sploh kadar uporabljamo zaslon občutljiv na dotik. Takrat lahko otrok, ki sicer ni zmožen nekega finomotoričnega zapisa, s prstom število preprosto premakne. Postavimo ga torej v aktivno vlogo, ne zgolj v vlogo opazovalca. Sedaj se pa lahko naloge lotimo. Zakaj je pomembno, da kvadrate ustvarimo pred števili? Zato, ker element, ki je ustvarjen zadnji, prekrije prvega. Če bi kvadrate ustvarili naknadno, le-ti bi zakrili število. Upam, da je posnetek koristen za vas in da bo popestril delo z učenci.